Vse črki jednaki. Ja, meter mašine. Ja. Vse črki jednaki. Tako imamo v Evropi, ni zdaj, natiskam. Žiga, možeš ti zristati takojo mašinco? Ja, veliki car. Če bi jaz bil veleposlanik v Moskvi, lahko celo fabriko postavimo. Žiga, jesi tak, mi budemo mnogo sodelovati. Tako, dragi obiskovalci, malo smeha, zdaj pa je čas, da malo razmigamo možgane, kajti tudi zato smo danes tukaj. Do zdaj smo le poslušali, gledali, se smejali, zdaj pa bo potrebno pokazati tudi malo znanja, kajti čas je za ruski kviz. Vidim, da že vsi povešate glave proti tlom, da vas ja ne bi poklicala, ampak vprašanja niso težka, veste, pa tudi nagrade so lepe. Zelo bi bila vesela, če bi se kar trije prostovoljno javili za kviz. Poglejte, tukaj imamo, vsak bi imel svojo mizo, stol, nagrade so lepe, vprašanja niso težka, vprašanja so na A, B, C in Č. Imamo kakega prostovoljca mogoče? Ne? Ja, vidim tamle. Kar pridi, prosim. Aha, Dušan, pozdravljen. Ali je mogoče gospod še komu drugemu vzbudil pogum in željo? Drugače bom sama izbrala. Jaz zdaj še vidim, da še bolj povešate glavo. Zdravo, pozdravljeni, zdravstvujte. Zdravstvujte, da. Požalsta. No, prosim, pogledajte, kaj slabo vidim, zaradi reflektorjev. Zmago, sem ni konkurenci. Bogdan, mogoče lahko tebe? Vem, da veliko veš o zgodovini in kulturi nasploh. Bo gospod snemal. En aplavz, prosim. Zdravstvuj. Zdravstvuj. Zdaj pa mislim, da dva fanta potrebujete še eno dekle oziroma žensko. Aj, katera tako pogumna. Naj se ena javi, prosim. In bomo dali malo popusta. Ne? Da bom zdaj sama zbrala. Prisežem. Hitro roke gor, hitro, dajmo. Gospa tamle v sredini. Pridite. Gospa? Pridite, no, en aplavz za gospo. Pridite, gospa, prosim, no? Ne? Ne želi priti. Bi mogoče gospa Valerija želela? Ne. Ne želite? Pa vi dosti veste v Rusiji. Je res? Dajte je ena spodbuden aplavz, prosim. Jaz mislim, da bo zmagala. Upam, da mi ne boste zamerili, ampak res nisem težko vprašanje. Zdravstvujte. Kak dela? Хорошо. Izvolite. Ja, konkurenca je težka. Naj povem, da z nami, jaz vse tri poznam, niso naštimani, ampak težka bo konkurenca, zato ker vsi so dobri poznavalci kulture in zgodovine. Poglejte, dragi tekmovalci, na mizi imate vsak svojo lučko. Ta bo namesto tistega šalterja na kvizih. Ja. Kdor bo, seveda, pravila so jasna, ne? Kdor bo prvi prižgal luč, kjer mu se prvemu zasveti v možganih in tako, lahko prvi odgovarja. Zakaj pa ena luč ne dela? A delajo, ni še prižgana. Za vse mora biti dela? Aha, dobro, malo manj sveti. Tako, da vidim, če še vam moram kaj povedati. Mislim, da je to to. Pravila so preprosta, kot sem že povedala, izbirate med 4 različnimi odgovori. Pogledamo tja, ko preberem odgovor, ko preberem vprašanje in vse 4 odgovore, lahko odgovarjate. Tisti, ki prvi prižge,
Lučko ima pravico prvi odgovarjati in tako se števajo točke. Po vsakem vprašanju pa sledi moja kratka obrazložitev. Pripravljeni? Smo? Tekmovalci? Aplavz, prosim. Ja. Gospod Dušan bi lahko bil za moderatorja tudi, ne? Mogoče gospod Dušan naslednje leto. V glavnem, najprej eno testno vprašanje, da boste videli, da vprašanja res niso težka. Naprimer, katera ruska reka je najdaljša? Ali je to... Gospa Valerija, šele potem, ko preberem vse odgovore. Ali je to A. Amur? Ali je to B. Lena? Ali je to reka Jenisej? Gospod Dušan, ko bom prebrala vse odgovore, boste lahko odgovarjali. Tekmovalci niso poslušni, minus točke. Ali je to D. Ob 3650 km? 3-4 zdaj. Dušan, izvolite. C. Jenisej. Bomo pogledali, ali je pravilni govor. Ni, ker ima Lena 4400 km. Ja, tako je, ja. Piše zraven, je to bolj težko, kaj ne? Ja. No, v redu, to je bilo testno vprašanje. Zdaj pa naprej. Prosim za naslednje vprašanje. Ja, tega smo že slišali. Kateri po vrsti je bil car Ivan Grozni? Počakajmo, da preberemo odgovore. A. Ivan I. B. Ivan IV. C. Ivan XVI. Ali D. Ivan 288. Prehitro se je pokazal odgovor. Dušan. Ni Ivan I. Želi mogoče kdo drug odgovarjati. Gospa Valerija, prišljite luč. Ivan IV. Tako je, en aplavz, prosim, hvala lepa. No, da vam še obrazložim, kdo je bil Ivan IV. Grozni. Sprva je bil Ivan IV. Vasiljevič, veliki knez moskovski in ne vse Rusije, na kar je leta 1547 postal prvi kronani ruski car. Močno je centraliziral državo in izvajal samodržstvo nad plemiči. Nadaljevajo tradicijo evropeizacije Rusije in tudi leta 1553 ustanovil prvo tiskarno, vidimo po zaslugi koga ne, našega barona Žigata. Dobro, hvala lepa. Naslednje vprašanje, mogoče tehnika, če ne bi tako hitro se pokazal pravilni odgovor. Drugo ime za Moskvo je Tretji Rim. To ime je Moskva dobila s poroko princese iz Bizantinskega cesarstva. Z nakupom rimskega koloseja zaradi velikosti države ali zaradi tega, ker je Italija bankrotirala in je prodala ime Rim Rusiji. Spet, gospod Dušan, prosim. Ja, pravilen govor je A. Hvala lepa. En aplavz, prosim. Res je. Po padcu Carigrada se je porodila ideja Tretjega Rima. Moskva kot edina varuhinja prave čiste pravoslavne vere je bila logična naslednica prestola pravoslavja. Ta položaj se je še utrdil s poroko carja Ivana III. Z bizantinsko cesarično Sofijo. In sedaj k naslednjemu vprašanju. Že imamo pripravljeno. Bogdan, mogoče bi malo hitreje odgovarjali na vprašanja. Katerega meseca je bila izvedena oktobrska revolucija? Zdaj ugasnite, hvala lepa. In sicer A. septembra, imamo zelo navihane tekmovalce. B. oktobra, C. novembra ali D. decembra. In sicer po našem vprašanju, bil je prvi spredok Dušan. C. novembra. Pravilen odgovor, res je, en aplavz, hvala lepa. Mislim, da je že 3-0 za gospoda Dušana, ampak ne bi mogoče... 2 točki, mogoče bi še gospe Valeriji, pa kaj pustili, smo rekli, da za ženske malo popusta. Torej, da vam obrazložim, zakaj je bila oktobrska revolucija izvedena novembra. Seveda govorimo o našem koledarju, kajti oktobrska revolucija je običajen naziv zaostajal v Petrogradu v noči od 24. na 25. oktober 1917 po starem koledarju, ali od 7. na 8. november po novem koledarju, ko so oboroženi delavci pod vodstvom bolševikov zrušili začasno vlado. Zato je nekateri imenujejo bolševiška, bolj redko pa tudi novembrska revolucija. Hvala lepa.
In seveda zdaj še imamo nekaj vprašanj, mislim, da je to 4. Prosim. Kaj pomeni izraz komunalka? Gospa Valerija že ima prst na lučki. Skrajšan izraz za tajno rusko komuniciranje, skupni dom več ruskih družin, ruski izraz za kanalizacijo ali ruski izraz za čistilno akcijo? Gospa Valerija, prosim. Ja, res je, to je bil skupni dom več ruskih družin. Aplavz, prosim. Hvala lepa. In še obrazložitev. V času Sovjetske zveze pod Stalinovim režimom so se številne družine morale vseliti v skupne domove, zato da so prihranili pri prostoru in zato, ker so si ponavadi partijski uradniki prisvojili nekatere izpraznjene hiše. In da so se ljudje seveda navajali na skupno in kolektivno življenje, kar je bil tudi eden glavnih ciljev Sovjetov pri izgradnji novega sovjetskega človeka. Tako se je lahko na nekaj 10 kvadratnih metrov gnetlo tudi po 60 ljudi, ki so uporabljali eno kupalnico in eno kuhinjo. Tako, da smo si malo razširili obzorje. In naprej zopet še eno takšno rusko-sovjetsko vprašanje, kaj pomeni izraz komsomolec? Prosim za odgovore. To je ruski grm v podobnem slovenskemu, na katerem rastejo kosmulje. To je ruska verzija igre lobljenje rok. To je, ne vidim, mladenič ali mladenka vključena v komunistično mladinsko organizacijo ali na novo odkrit gen, podoben kromosomu, ki ga je odkril ruski znanstvenik. Gospod Dušan, prosim. C. Res je. C je pravilen odgovor. Hvala lepa. In še obrazložitev. Komsomol je zloženka iz polnega ruskega naziva Komunistični sajuz mladjoži, v slovenskem prevodu komunistična mladinska organizacija, ki je bila ustanovljena 29. oktobra 1918. leta. Organizacija je formalno skupaj s pionirsko organizacijo predstavljala pod mlade komunistične partije Sovjetske zveze, vanjo so morali biti včlanjeni vsi mladinci. Najvišja starost pripadnikov komsomolcev je bila 28 let, funkcionarji organizacije so lahko bili tudi starejši. Tako, evo, in zopet en nov ruski izraz. Dalje. Smo že pri 6. vprašanju. Sankt Peterburg zaradi velikega števila kanalov in mostov imenujejo tudi A. Severne Benetke, B. Ledene Benetke, C. Deševne Benetke ali D. Ruske Benetke. Kdo je bil prvi? Aha, gospa Valerija, prosim. Ne bo pravilen odgovor. Ve kdo drug? Aha, Bogdan, prosim. Ampak te Benetke pa vedno več. Ja, tako je. Severne Benetke je pravilen odgovor. In še za tiste, ki se Sankt Peterburg malo manj poznate, to je drugo največje rusko mesto, 4.700.000 prebivalci in leži na strateško izjemno pomembnem mestu, kjer se reka Neva izliva v Finski zaliv. Bila pa je tudi nekoč ruska prestolnica. Dalje. Tole vprašanje bo pa zelo zanimivo. In sicer, kaj pomeni ruski izraz matrjoška? Počakamo, da preberemo odgovore. A. To je puška. B. Ruska pomanjševalnica za mamo. Tradicionalna ruska igrača. Materina prsa. Kdo bi prvi? Dušan, prosim. Res? Ni res ruska, ni. C. Pravilen izraz, oziroma pravilen odgovor je tradicionalna ruska igrača. Mogoče še tega ne vemo, ampak zdaj smo se to naučili. Aplavz, prosim, jaz seveda zadovoljno odgovor. In zdaj, da vam razložim, zakaj je temu tako. Kajti, zmotno je mišljenje, da se te ruske igračke imenujejo babuške. To so te igračke, ki jih vidimo na zaslonu. Babuška namreč pomeni babica v slovenščini. Rusi uporabljajo izraz materjoška. Materjoške predstavljajo votle lesene figure, ki se razdelijo na pol. To razkrije manjšo figuro, v kateri je ponovno še manjša figura. Postopek se konča z najmanjšo babuško, ki se je ne da deliti. Tradicionalno je število ugnezdenih punčk najmanj 5, lahko pa je to število tudi večje, tudi do nekaj 10. Figurice so pravo umetniška stvar, saj so ročno poslikane. Materjoška je ponavadi oblikovana tako, da sledi določeni temi, naprimer predstavlja kmečko dekle v narodni noši, pravljične like, pa celo politične voditelje.
Prvi ruski babuški set oziroma materjoški